Trenutno se nahajamo v temnici laboratorija za razsvetljavo in fotometrijo. Tukaj se bodo študenti spoznali z osnovami svetlobe oziroma svetlobne tehnike. Konkretno, pri eni izmed vaj se ukvarjamo s kalibriranjem inštrumentov. Kalibracija inštrumentov je seveda izredno pomembna, kajti ko izvajamo meritve na terenu, moramo zagotoviti, da so te meritve skladne s predpisi, ki urejajo samo merjenje. Na tej fotometrični klopi lahko umerjamo dve vrsti inštrumentov. En je merilnik osvetljenosti, kot je primer tukaj, oziroma tudi merilnike svetlosti, vendar v tem primeru potrebujemo drug svetlobni vir. Ko prižgemo svetlobni vir, v tem primeru žarnico, ki jo prižgemo na ustrezno temperaturo, potem lahko s pomočjo zakona o fotometrični oddaljenosti kalibriramo merilnike osvetljenosti. Namreč zakon pravi, da osvetljenost pada s kvadratom razdalje. Torej, ko se približamo z merilnikom osvetljenosti tej žarnici, je osvetljenost visoka, ko se pa oddaljimo, pa osvetljenost pada. Tako lahko kalibriramo različna področja osvetljenosti od nekaj luksov do nekaj tisoč luksov. Na laboratorijskih vajah študenti tudi spoznamo, kako je sestavljena kvalitetna LED svetilka. Seveda za ustrezno odvajanje toplote, ki jo proizvajajo svetleče diode, potrebujemo kvalitetno aluminijasto ohišje, potrebujemo seveda ustrezen napajalnik ali driver, ki izmenično napetost iz vtičnice pretvorja v ustrezen tok, s katerim vozimo same diode. Potem potrebujemo svetleče diode. Diode so nameščene na PCB-ju oziroma ta je potem nameščen na aluminiju, ki skrbi za ustrezno odvajanje toplote. Seveda pa potrebujemo na vrhu še ustrezen difuzor oziroma ustrezno mikroprizmatično steklo, ki svetlobo ustrezno razprši v prostoru in prepreči, da bi same svetleče diode bile vidne. Poleg notranjih svetilk izvajamo meritve in pregledujemo tudi zunanje svetilke. Tukaj je tudi en primer, ki ga uporabljamo na laboratorijskih vajah. Ko je svetilka sestavljena, elementi med njimi povezani, se lahko lotimo kotne porazdelitve svetilnosti. Kotno porazdelitev svetilnosti oziroma meritev le-te izvajamo na fotogoniometru. Fotogoniometer meri kotno porazdelitev svetilnosti in izhod je LDT datoteka. S pomočjo te datoteke lahko v fazi projektiranja električnih inštalacij in razsvetljave notranjih in zunanjih prostorov izvajamo simulacije in še pred namestitvijo zagotovimo ustrezne svetlobno-tehnične razmere.